z mladimi so same težave. Bi bila nekako moja uvodna misel. So glasni, so nepredvidljivi, ti zamenjajo vrstni red in te ne opozorijo. So v bistvu pretirano energični, ne vejo, kaj bi, danes to, jutri nekaj drugega. Nekaj bi, nekaj dejansko hočejo vse. In mladi so mene spravili v težave že kar velikokrat. Tako velikokrat, da v bistvu sem si rekla, bom raje govorila namesto težave, izzivi. In jaz, mladi in izzivi praznujemo polnoletnost. 18 let je tega skupnega mojega dela na področju mladinskega sektorja, oziroma 18 let, ko govorim okrog, da sem še vedno mladinski delavec. In hvala vsem tistim, Markotu in ostalim, ki veste, kateri ste, ki pridete še vedno na tovrstne posvete in v bistvu mi date potrditev, da se dejansko to delo splača, da se soočanje z izzivi mladih splača. V času študentskega dela oziroma v času svojega študija sem 4 leta opravljala delo v projektni pisarni Mednarodne fundacije, ki je delovala na območju Srednje in Vzhodne Evrope. Vse skozi so mi ponujali različne priložnosti in dejansko so mi nekako bila odprta vrata vseh prestolnic Srednje in Vzhodne Evrope. Pa vendar sem si želela dokončati svoj študij, ker študij računalništva je takrat, ko sem se ga sama lotila, veliko obetov, tako kot to obeta tudi danes. In sem naredila odmor iz Ljubljane, kjer sem pustila vse svoje zadeve, sem se odpravila v lokalno okolje, v domače Brežice, ter se lotila priprave diplomske naloge. Z mentorjem sem imela tudi na tem področju veliko načrtov, namreč moja diplomska naloga je nosila naslov Vzpostavitev okolja za učenje na daljavo, kar je bilo ravno tako neko novo področje v tistem času, ko sem se sama lotevala te diplomske naloge. In pridem v lokalno okolje in ker dejansko, če si v Ljubljani vezan 24 ur na dan v neko dogajanje, skoraj da, nekaj spanca vseeno je bilo vmes, imaš doma samo za nalogo priprave diplomske naloge potem nekaj dodatnega časa. In tisti dodatni čas sem namenila dejansko mladim, ki so se ravno takrat v tistem času prizadevali, da prepričajo našo lokalno skupnost, občino, da mora nekaj narediti za mlade. Mogoče se najbolj spomnim besed svoje mame, ki mi je rekla tako: pa kaj ti je tega treba? V bistvu ne vem, zakaj mi je tega bilo treba, imela sem neko znanje, imela sem neke izkušnje, predvsem pa sem se v tisti skupini počutila odlično. Čeprav takrat po definiciji urada ali pa takratni definiciji mladih nisem bila več mlada, ker so mladi šteli samo do 25. leta oziroma sem bila tam nekje na robu, sem se vseeno prištevala in skupina, v kateri sem delala, mi je nudila veliko novih izzivov, predvsem pa neko neizmerno kreativno energijo in življenje, dejansko tisto, kar sem želela čutiti. In kaj se je potem zgodilo? Lokalna skupnost je izkazala neko pripravljenost, mladim so vrgli neko kost, da se morajo odločiti za enega predstavnika in predlagali so jim ustanovitev javnega zavoda. Sama sem povedala, da sem pred odločitvijo 2 različnih ponudb, da tehtam, ali odidem po svoji strokovni, poklicni poti, ali ostanem pri projektnem delu. In potem se je zgodilo kaj? Zgodila se je cula s piškoti na vratih mojega stanovanja. In zelo preprosto sporočilo: prosim, ostani. In
potem se je zgodilo to. Se pravi, po delu v mednarodni projektni pisarni, po uspešno zaključenem študiju računalništva sem sprejela vlogo mladinskega delavca, mladinske delavke. Ne bom rekla, da sem ravno vedela, kaj se mi je takrat zgodilo. Sem odpravila izzive, ki mi jih je ponudila skupina teh mladih, če lahko temu rečem, ker sem pač se odločila za tisto, kar so me sami nagovarjali. Dejansko pa mi je lokalna skupnost tudi ponudila pogodbo o delu, in sicer za mesto direktorice javnega zavoda Mladinskega centra Brežice. S tem sem odpravila marsikater izziv tudi v odnosu z svojimi starši in dejansko se je pričelo takšno delo. Sicer zveneč izziv, tudi bi marsikdo rekel odlična pozicija, pa vendar direktor Mladinskega centra, pa čeprav javnega zavoda, je takrat imel oziroma sama enega projektnega sodelavca preko javnega dela, delala pa sva dejansko vse, bila sva deklice za vse. Največkrat takšne situacije. Drugi so se imeli fajn, ura je bila 3 zjutraj, koncert je bil odličen, midva pa sva se soočala, kako počistiti dvorano za številnimi mladimi, ki so uživali. Pa ni bilo težko, ker dejansko sem delala zase, sem delala za ekipo, ki me je podprla in ki je sodelovala tudi z mano. Se pravi, bila sem del te ekipe. Potem vse skozi sem se poskušala, tudi lokalna skupnost je rekla, zdaj bo pa treba malo definirati, kaj vi hočete, kaj je to nekaj. Se pravi, mi smo vam dali javni zavod, kaj dejansko je to nekaj. Mi smo sedeli, smo se pogovarjali, smo rekli nekako, aha, mi potrebujemo prostore, potem potrebujemo neko informiranje, dostopno informacije, da bomo znali odločati ali pa se usmerjati in seveda potrebujemo še nekoga, ki nas bo podpiral pri vsem tem. Odgovorili smo na prvi izziv skupaj z lokalno skupnostjo, na izziv prostorov, nekako pa na druga dva niti ni bilo potrebno, saj smo bili sami mladi, našli smo informacije, v meni so videli tisto osebo, ki je plačana, da dejansko sodeluje pri temu delu, pri pač vseh zamislih, ki so jih nekako dali na pladenj in vse je teklo nemoteno, bi rekla. Bili smo navdušeni, polni ustvarjalne energije, ki smo jo lahko usmerili v okolje. Samo delo kot računalničarka sem vedno poskušala zapisati v nek algoritem, se pravi postopek, kako bomo prišli od vprašanja do neke rešitve. Ta algoritem na področju mladinskega dela je sicer izgledal pogostokrat tako, ampak zadeve so tekle. Potem pa je nastopil v nekem obdobju problem. Kar nekaj časa je v bistvu bilo potrebno, da sem zaznala, da je to problem. Delali smo tako, kot smo delali, vlagali ogromne količine energije, mladih pa ni bilo. Tako kot sem danes že slišala, ni članstva, ni jih, ne pridejo. Kje so, kaj se je dejansko zgodilo? V bistvu sem rabila kar nekaj časa, da bi ugotovila, kaj se dogaja. In odgovor na to mi je dal srednješolec, ki je nek dan potrkal na vrata moje pisarne. Najin pogovor se je začel takole. Oprostite, ja prosim, vas lahko nekaj vprašam? Meni ni bilo čisto nič jasno. Pa ne o tem, kaj bi me on rad vprašal, ker je v bistvu šele začel. Ni mi bilo jasno, ker me je vikal. Sem rekla, pa kako? Pa sej on v bistvu, mi smo isto, ne? Jaz sem mlada, jaz delam za njega, zakaj me zdaj vika? Ampak to je bil jasen pokazatelj. Ne, nisem bila več mlada, mladi me niso več jemali za svojo predstavnico in dejansko je bilo nekaj treba narediti z mladinskim delom, s katerim sem se ukvarjala. Se pravi, bila sem mladinska delavka za mlade, za delo z mladimi, nisem pa bila več mlada in nisem izvajala dela zase.
Potem smo se seveda večkrat s tem vprašanjem ukvarjali, tudi na takšnih posvetih, kot je danes, se pravi, kdo so mladi, kaj se z njimi dogaja, kaj je treba za mlade narediti. In nekako sem prišla tudi do tega izreka ali do takšnega razmišljanja, kot je zapisano tukaj zgoraj. Če ga preberete, se mi zdi, da bi se kar strinjali, da je to kar nek povzetek splošnega razmišljanja starejših o mladih, kaj se z mladimi dogaja. In edino presenetljivo, kar je pri tem, je bilo to, kdo se pod to podpisuje. Dejansko se pod to podpisuje oseba, ki je živela 2400 let od današnjega dne in to izjavila. Zame je bilo to spoznanje, da so mladi enaki ves čas. Da so mladi dejansko vse skozi v družbi skupina, ki je večina družbe, starejše, odrasle, ki vodi, upravlja, ne razume, da so pač nekaj nesprejemljivega, da so za njih nekaj, kar ne vejo, kaj z njimi bi. In ta izrek je meni povedal, da dejansko moram početi točno tisto, kar smo sami rekli lokalni skupnosti. Se pravi, moram mladim zagotoviti odprt, neobremenjen, opremljen prostor, v katerem bodo lahko ustvarjali. Da jim moram zagotoviti kvalitetne informacije, ki bodo upoštevali njihove interese in jih bodo pravilno usmerile, in da jim moram zagotoviti sebe, kader, podporo, kader, ki zna poslušati, ki zna odreagirati, kader, ki ne bo delal namesto njih, kader, ki jih bo pri njihovem delu vodil. Se pravi, če takrat, ko sem začela, nisem veliko delala na drugi in tretji zadevi, sem se zdaj, kot mladinska delavka, svojo nalogo morala spremeniti. Se pravi, sem se morala potruditi tudi okrog tega. In tisto, kar se mi je zgodilo in je pomembno, postala sem mladinska delavka leta 1998 s pogodbo o delu, uradno, prvič pa sem se tega zavedala dejansko takrat, ko sem ozavestila, da moram dejansko delati drugače z mladimi, za mlade. Svojo vlogo sem videla kot vlogo mostu med dvemi stranmi, med temi odločevalci, dejansko med tistimi, ki vodijo lokalno skupnost, med javnimi zavodi, med ostalimi, ki se z mladi ukvarjajo, in pa med mladimi, se pravi povezovanje ali vloga nekega lepila. Na eni strani sem razlagala, zakaj je delo z mladimi pomembno, na drugi strani sem razlagala, zakaj je včasih treba pač malo potrpeti in da se zadeve bodo preprosto zgodile, ampak ne tako hitro, kot bi si oni dejansko želeli. Potem pa se je zgodilo to, da je to delo postajalo nekako preveliko breme, sploh v 9. mesecu nosečnosti, in da sem ugotovila, da sicer si želim delati na mladinskem sektorju oziroma si želim delati z mladimi, da pa preprosto, če želimo zgodbo premakniti više, moram stopiti na en drugi nivo in postati del odločevalcev. In ko sem sprejela to odločitev, sem v bistvu ugotovila tudi to, da mladinski delavec ni poklic, oziroma je pri vseh, ki ga opravljate, najverjetneje poslanstvo. In da boste to poslanstvo nosili v sebi in da je za sam mladinski sektor pomembno, da čim več mladinskih delavcev, ki nosijo to poslanstvo v sebi, stopi izven mladinskega sektorja in začne to poslanstvo za mlade uresničevati na drugih sektorjih. Kako pomembno je to delo, sem sama ugotovila spet, ne takrat, ko sem bila v vlogi odločevalke na lokalnem nivoju, ampak malo pozneje.
ko so mi pokazali na enem drugem področju ta graf, ki ga gledate. To je pač demografija, ki prikazuje, kje se nam bo pojavila težava, in sicer vidimo, da tam do 19. leta naša populacija kar lepo drži neko konstanto, ampak da je vseeno tisto nad 65 raste z hitrejšim tempom, kot pa zgodba, ki je v bistvu med 20. in 65. letom. Takrat sem se zavedala, zakaj je pomembno, da v tisti funkciji zagovarjam, da je za mlade potrebno nekaj storiti. Zato, ker bodo ti mladi stopili v to obdobje od 20. ali pa že so v obdobju od 20. do 65. in morajo svojo energijo pravilno usmeriti. In če mi te energije nismo uspeli obdržati, če mi te energije, ki je razbila šipo po burni noči koncerta, nismo uspeli pravilno usmeriti, potem ne bomo leta 2060 imeli populacije, ki bi znala se soočiti s tem trendom. Kvalitetne skupine delovno aktivnega prebivalstva, ki bi dejansko znalo poskrbeti za svoje starejše. In ni pomembno samo sporočilo medgeneracijskega sodelovanja, ki vedno zagovarjam, da je bolj pomembno v smeri od starejših k mlajšim, kot pa od mlajših k starejšim. Pomembno je, da mi mlade naučimo svojo kreativno ustvarjalno energijo pravilno usmeriti. In tukaj sem se zavedala, da je mladinsko delo dejansko programiranje za prihodnost. Pač v duhu svojega poklica. In da je mladinski delavec tisti, ki to mladinsko delo, to programiranje nekako opravlja. Povedala sem, da ni dovolj, da nekako smo samo znotraj mladinskega sektorja. Moj izziv je bil tudi s temi mladimi, ki tukaj sedijo v prvi vrsti, ker so mi rekli, da pač moram pripraviti izziv na mladinskem posvetu pod točko Quo Vadis, mladinski sektor. Jaz pa v bistvu mladinskega sektorja nikoli nisem otipala, začutila, videla, zato ker nimam nekega odnosa do struktur. Dejansko se vsi sklicujemo na neke strukture. Vse je kriva vlada, država, občina, ampak tudi v mladinskem sektorju za sektorjem stojijo ljudje, mladinski delavci. Zato se mi zdi smiselno govoriti samo to, o mladinskem delavcu. In pomembno za sektor je, da dejansko ti mladinski delavci stopijo iz sektorja ven in to čim prej. Zato, ker lahko samo oni pravilno povežejo to kolo, ki potem vodo reko mladih usmeri tako, da nima od tega koristi samo mlad človek, ampak da dejansko od tega potegne nekaj tudi okolje, tudi to orodje. Kam naprej? Quo Vadis. Povedala, oziroma prej sem govorila, kako mora to kolesje biti povezano. Jaz v samem mladinskem sektorju res že nisem nekaj časa. In sem na pripravah vzela neke dokumente ven in ugotovila, da je bil ta zadnja resolucija napisana v lanskem letu, eno leto, en mesec prej, kot današnji dogodek. Veliko zadev je v tej resoluciji in zelo malo takšnih, ki bi zame bile nove. Tako da številke, ki so okrog, odrasli vedno lažje razumemo številke, predstavljajo zahteve, vsega skupaj ste zapisali 67 zahtev, verjamem, da ste v to vložili veliko truda in energije, 27 za vlado, 15 za urad, 4 za ministrstva, 4 za ministrstvo, ne vem koliko za lokalno okolje. In če mene vprašate,
quo vadis? Me zanima, kaj se je s temi zahtevami zgodilo. Zakaj nimate danes na posvetu, kaj dejansko smo naredili? Kje je stanje mladinskega sektorja? Ker, če vam povem še enkrat, mladinsko delo se ni spremenilo. Mladi se niso spremenili, vsaj 2400 let ne. Kaj potem ugotavljamo, kaj bomo delali in kako bomo delali? Dajte jim prostor, dajte jim informacije, dajte jim kvalitetnega, odprtega človeka. Mi moramo drugim povedati, ki še ne vejo, da je to pomembno za našo prihodnost. In da mladinski delavci pač nimate časa velikokrat sedeti in razmišljati v takih prostorih, ker se ta prihodnost odvija v vaših lokalnih okoljih, v neposrednem delu z mladimi in je vaš čas dragocen. Slišali smo o finančnih težavah, o energiji, ki je potrebna. Zato je potrebno to, kar ste naredili, čim bolje izkoristiti. In časa nimate veliko tudi zaradi tega, ker vam ga mladi ne dajo veliko. Danes so tukaj, jutri so tam, pojutrišnjem nekje drugje, njihova energija jih premika konstantno in če jih ne ujamete, jih boste izgubili. Tako da je na pobude mladih potrebno odreagirati takoj. In v tej zgodbi ste zmagovalci, mladinski delavci. Zmagovalci ste, ker boste znali odpreti ta krog mladinskega sektorja in prebiti na druga področja. Zmagovalci ste zato, ker je z mladimi pač vedno žur, in zmagovalci ste zato, ker poznate lastnike prihodnosti.